obstaja 5 okusov, ne. Ta kruh je univerzalen, slano, sladko, kislo, pač umami, ne. Skrivnost, ki se skriva v tem kruhu, to je pa stara japonska metoda, kjer se skuha moka in pa voda, katera se kasneje prida osnovni masi, ne. In v bistvu ravno ta skuhan cmok moke in daje pač to puhastost temu kruhu. Peki so se izredno potrudili in so dali tudi finalni zaključek na ta kruh, kar pomeni, da so ga na koncu posipali s slaščičarskim sladkorjem. V tem primeru moram pa izpostaviti kmetijo Cimerman in tu smo se pač odločili, da pač povežemo glede na ekološko plat te zgodbe, da smo kombinirali z medom. Tu smo pač upoštevali smernice, da se pač res držimo nekako lokalno, da uporabljamo tudi, kaj se začimb tiče, ne. To smo razvijali mesece. Želja, ki se skriva za temi velikonočnimi jedmi, je ta, da bi pač rad podelil z vami naše praznovanje velike noči. To so jedi, ki jih pač mi kot družina doma v tem velikonočnem času uživamo. In o vsem tem, o čem smo govorili, je bila pač moja želja, da bi naredil narezek, ne. Ja, ampak to bi bilo premalo, ne, kakorkoli, in zato bomo naredili pač en tak velikonočni toast. Postopek je pa ta, da se pač kruh na primerno debelino nareže, šunka enako, zraven pač ponavadi namažem kakšen namaz, da je pač bolj sočna, rezina sira, ponev, zagreješ v pečico, poredno spoširaš jajček, vzameš krožnik, prerežeš na pol, potreseš s svežim hrenom, malo regrata, nož, vilica, kavč.